Nisem se nehala smejati. Mislim, pripravi se. Zdaj bo postalo vroče. On je tako prijazen fant. Kdorkoli pozna pse. On je pravi labradorec. Ima rad vse, želi se igrati z vsemi. Ampak mu ne dovolim, da se igra z drugimi živalmi. Ker stvar je taka, pitbulli so kot muslimani. Fant. Mimogrede, redki, ki niso navdušeni nad tem, so lastniki pitbullov v prostoru. Poslušajte, niso vsi nasilni. Večina jih ni. Ampak nekako skoraj vsak nasilen napad se zgodi z njimi. So kot Al-Kaida speča celica med psi, veš? Leta in leta boš videl hišnega ljubljenčka. Tako srečen, tako prijazen. Potem pa dobijo nek signal, ki ga mi ne vidimo, in se aktivirajo, ter ti odtrgajo obraz. In potem pride kakšna liberalna belka, ki to zagovarja, pravi, da ga ne bi smeli uspavati in da je bilo nekako vse tvoja krivda. In jaz si mislim, vsi tisti, s katerimi sem jaz odraščala, so bili zelo mirni. Super, dajmo jih v naše pasje parke, ker se je tako dobro išlo v vseh drugih pasjih parkih, kaj ne? To je pasma, ki so jo ustvarili šele pred kratkim. Namenjena je nezakonitim bojem. In zdaj se moramo pretvarjati, da vsa ta leta parjenja v sorodstvu in vzgajanja od mladih nog za borbe kar izginejo. In da so zdaj naenkrat zahodnjaško prilagojeni, mislim, udomačeni. In moraš se vprašati, ali gre za treniranega pitbulla. In veš, to ni nobena metafora za karkoli. Ona je tako dobra. Erin Wexler, fantje, če še ne poznate te komičarke, je res odlična. Mislim, ne vem, če obstaja boljši način za prenašanje političnega sporočila kot skozi komedijo, ampak resno, kako genialno. Kakšna popolna mojstrovina komičnega skeča, res genialno in vse, kar počne, je takšno, iskreno. Ja. Si iz Mehike? Čudovito. Torej, Ice je že na poti. Ne, samo šalim se. Govoriš o gejevskem nogometu, svetovnem prvenstvu. Kaj je zadnja? Jutri? In potem Amerika. Lahko bi nehali pretvarjati se, da koga v tej državi sploh zanima nogomet. Pokaži mi Američana, ki pravi, da ga zanima nogomet, in pokazala ti bom prekletega lažnivca. Taj, Montreal. Živiš v Kanadi. V nekaj minutah si poimenovala toliko gejevskih stvari. Si begunka ali upaš, da boš odšla? Si kot tisti podporni fant, ki je nocoj tukaj? Ali nisi? Si prišla, ker si vedela, zakaj gre nocoj, ja? Bienvenidos! Poklicala bom Ice, ko odidem. Bolj kot to počneš, bolj si želim zaključiti šalo tako, da pokličem Ice. Samo šalim se. Tako je. Všeč mi je tvoja politika, ampak veliko govoriš, zato te morda vseeno podprem. Spodbuja malo sodelovanja pri tem, veš. Ampak na neki točki postaješ takšna, da ti bom morala plačati, ker nastopaš v moji oddaji. Veš, kaj mislim? To bi lahko bil davčni problem za naju kasneje, ampak ne bo, ker te bomo podprli. Vidiš, tukaj se lahko dotakneš političnih tem, ki se jih druge nikoli ne bi mogla dotakniti. Skozi ustvarjanje, kot je komedija. Spet genialnost pitbulla, ne vem, če ji bo to kdaj uspelo preseči. Bilo je tako pametno. In vse, kar ta ženska naredi, je tako pametno. Preprosto obožujem jo gledati, obožujem vse, kar naredi, obožujem vse, kar ustvari. Vsak dan me nasmeji in podaja politična sporočila. In moram vam povedati v današnjem času, da lahko govoriš o zapletenih temah, predvsem pa, da si komičarka, ki očitno ni levičarka, je velika stvar. To je pogumno dejanje, ampak tudi, da si dejansko zabavna, da zadeneš bistvo in da znaš prenesti pomembna sporočila. Mislim, poglejmo si še nekaj več njenih vsebin, ker jih je res veliko in so tako zabavne za gledanje. Mislim, tukaj je še ena odlična za vse vas. Mislim, da v tej državi premalo govorimo o pozitivnem rasizmu.
O določenih skupinah mislim zelo pozitivno. Vem, v čem so dobri. Naprimer, želim si, da je moj barista liberalen čudak. Kot čudak narave. Želim, da imajo piercinge na mestih, za katera sploh ne vem, da jih je mogoče preluknjati. A ni res. Poznate te tipe, kaj ne? Prideš noter in si misliš, ne vem, kaj si. Super. Tako androgini so na tej točki. Niso več niti nek drug spol, so kot druga vrsta. Nekako tako, kot ko so se homo sapiensi ločili od neandertalcev, pa so še vedno nekaj časa seksali med seboj. Razumete? Ja. Tako da si to želim za svojo baristko. Želim, da je moj taksist hindujec. Želim, da je moja odvetnica judinja. Želim, da je moja športna ekipa temnopolta. Želimo zmagati. Želim, da so moje čistilke Hispanke. Mehičanke, po možnosti, ampak res ne želim biti preveč izbirčna. Želim, da je moja manikerka Azijka. Želim, da je tudi v moji kemični čistilici Azijka. Želim, da je moj zobozdravnik tudi Azijec. In želim, da je moj fant bel. Ona je dobra in bo samo še boljša. Rada gledam komike, ki znajo izraziti politično sporočilo. Kakorkoli, hvala vam za pozornost pri tej zmešnjavi.